9. del, Aljaž, je to v tej seriji o Ukrajini, kjer to vojno poskušava postaviti v kontekst in ena stvar je, o kateri se je ves čas govorilo ne glede na vsebino in to je vloga NATO. Vloga NATO v ukrajinski vojni in sploh in koncept evropske varnosti in ali nas to, kar se trenutno dogaja, kaj nas dela bolj varnega oziroma varne, kaj bi bilo treba narediti in tako dalje. Različna mnenja so okrog tega, sploh pa, Aljaž, v Sloveniji, ko omeniš NATO, kljub temu, da smo od 2004 noter šli, ni bila seveda taka plebiscitarna večina, ki je glasovala za to, da gremo v NATO, ampak se mi zdi, da navdušenje, da smo v NATO, ni prav veliko. Ali pa se motim, ne vem. Ja, ne vem, to verjetno bi morala za natančne številke pobajati najnega kolega iz sosednjega podcasta, tako rekoč poznavalca dr. Zorka. Ampak je pa seveda res, da je z izbruhom vojne v Ukrajini in rusko agresijo na Ukrajino se eden od narativov, ki se je pojavil, je bil tudi ta, češ, da je za izbruh vojne nekako kriva zveza NATO oziroma širitev zveze NATO. V zvezi s tem se pojavljajo zdaj neke reference na Budimpeštanski sporazum, pa na neke garancije, ki so bile ali niso bile dane, a gre za sporazum, a gre samo za, ne vem, neko manjšo obliko mednarodnega soglasja, kakorkoli. In pa seveda tudi ta teza, da se pač NATO konstantno širi in da celo neke grafike okoli krožijo, da je NATO razširjen celo na nek nadaljni vzhod, posod so pač neke ikonce zveze NATO in tako dalje. In zato, mislim, da je pravično, da se spodobi, da se pogovarjava z nekom, z najno gostjo, ki se na te zadeve eminentno spozna. Ja, doktorica Jelena Juvan, pozdravljeni. Lep pozdrav. Sva že parkrat poskušala z Aljažem dobiti koga, ki bi bil pripravljen o tem govoriti, sploh iz prejšnjega ministrstva, ki bi bil pripravljen govoriti o vlogi NATO, pa nekako nisva uspela in bova zelo hvaležna, če nama res pomagate, pravzaprav vsem nam stvari, pa tudi v kontekstu NATO in Ukrajine malo razložiti. Za tiste, ki vas mogoče ne poznajo, s čim se raziskovalno ukvarjate, tako v par stavkih, kaj je vaša specialiteta? Moje področje specialnosti je evropska varnost. Sem predavateljica na katedri za obramboslovje Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Zadnja leta se ukvarjam predvsem z evropsko varnostjo, z evropsko varnostno in obrambno politiko. Seveda dotaknemo se tudi vloge zveze NATO, ukvarjam se raziskovalno za številnimi področji. Zadnje mesece pa večinoma z vojno v Ukrajini, to je pa res, ja. No, za tistega, ki zadnje mesece ni prav zelo natančno spremljal, kaj se dogaja, ali pa sploh kakšna je vloga NATO, a lahko razložite, kakšna je uradna politika ali pa mogoče tudi malo manj uradna politika NATO, ko gre za ta napad na Ukrajino? V bistvu moramo vedeti, da je NATO je zavezništvo, mednarodna organizacija kolektivne obrambe, torej njen prvotni namen je, da nudi obrambo državam, ki so članice, pred napadi, ki prihajajo izven zavezništva. Torej, ta znameniti 5. člen Washingtonske pogodbe, ki določa, torej poenostavljeno povedano, napad na eno državo članico se tretira kot napad na vse, oziroma tudi druge države, ki niso napadene, bodo odgovorile z vojaškimi sredstvi. Zdaj, kaj NATO počne v Ukrajini? Jaz bi rekla, da NATO počne tisto, kar lahko. Zaveda pa se, da ne more in tudi ne sme posegati v ta oboroženi spopad, predvsem zaradi dejstva, da je na drugi strani Rusija, ki je izjemno močna vojaška sila, ki poseduje jedrsko orožje in sedaj, če lahko tako rečem, na srečo se voditelji zveze NATO zavedajo, da bi neposredna konfrontacija z Rusijo pomenila torej neizogibno tretjo svetovno vojno oziroma spopad večjih globalnih razsežnosti. Moje mnenje je, predvsem na reakcije ukrajinskega predsednika Zelenskega torej v prvih dnevih te vojne, je, da morda so bile njemu dana neka zagotovila, bodisi strani zveze NATO, bodisi strani določenih zahodnih voditeljev, da bo Zahod branil Ukrajino.
kajti tisto, čemu smo bili priča, je bilo neko izjemno osebno razočaranje predsednika Zelenskega, da je dejansko potem Ukrajina bila prepuščena sama sebi. To so v bistvu na nek način pravno-formalne ali pa mednarodno-pravne distinkcije, kdo se kje bori. Zakaj je recimo tako zelo pomembno, da se vztraja, da NATO ni vpleten v vojno, v Ukrajini, in vendarle pa pač je jasno in se iz tega tkujejo tudi notranje politični dobički, da se Ukrajini vojaško pomaga. Tako da mogoče, če te distinkcije za začetek večkrat razdelamo, kaj tukaj je važno, kaj ni važno in kaj je pač zgolj, bom rekel, predstava za domačo porabo. Zdaj, jaz mislim, da gre tukaj osnovno za dilemo med tem, da je potrebno ukrepati, ker konec koncev to, kar Rusija počne, je kršitev mednarodnega prava in vseh pravil mednarodne skupnosti, kot jih poznamo od konca druge svetovne vojne naprej. Torej, to, kar Rusija počne, je popolnoma nesprejemljivo in nedovoljeno. Po drugi strani pa se Zahod oziroma Zveza NATO se zaveda, kaj bi pomenilo, če se vključi naprimer, v ta oboroženi spopad. Če se spomnimo, naprimer, na začetku so bili pozivi po temu, da naj bi NATO zagotavljal varnost v zračnem prostoru Ukrajine, kar bi pomenilo vsekakor vključitev zračnih sil držav članic Zveze NATO in tudi vključitev v ta spopad. Torej, gre za neko to razdvojenost med tem, da mednarodna skupnost mora ukrepati in pa strahom oziroma zavedanjem, kaj bi dejansko pomenilo, če bi se tudi vključili v ta spopad. Je pa res stvar razprave, kaj pomeni pošiljanje zdaj že težkega orožja v Ukrajino, ali to pomeni, da smo vključeni v ta oboroženi spopad, ali če ti pošiljaš orožje, si vključen, če so pa vojaki tam, oziroma kje je tista meja. To je pač v bistvu res stvar neke interpretacije in različnih razumevanj. Zdaj, konec lanskega leta je ruska vojska začela kopičiti vojsko na meji z Ukrajino. Na vprašanja, zakaj, so govorili, nimamo nobene ideje, da bi koga napadali, samo vaje in tako dalje. Hkrati so naslovili tako na ZDA kot na NATO, če se ne motim, zahtevo, da naj se ne širi preko teh meja, ki jih oni zaznavajo kot grožnja njihovemu miru, in da naj Ukrajina neha sanjati o članstvu v NATO. Zdaj, po 24. februarju napadu se je zgodilo čist nasprotno. Imamo Finsko, imamo Švedsko, ki želita v NATO in precej nepredstavljivo do te vojne Nemčija se je začela militarizirati. Zdaj, za koga je to dobro, slabo, kar se dogaja? Mislim, dobro ne more biti za nobenega. Ja. Lahko je slabo ali pa samo še slabš. V bistvu stranski učinek, če lahko rečem tega, je res krepitev vloge NATO tako v evropskem prostoru, kot tudi v globalnem prostoru. Predvsem pa ta tudi zame osebno izjemno velika sprememba, torej želja Švedske oziroma interes Švedske in Finske po vstopu v Zvezo NATO, kajti tukaj gre dejansko za te dve državi, torej status nevtralnosti je vgrajen v njihovo narodno identiteto, predvsem pri Švedih. Švedi so bili nevtralni oziroma so še vedno že več stoletij. Pri Finski je res šlo za vsiljeno nevtralnost po koncu druge svetovne vojne, ampak vseeno, v osnovni šoli se učimo učence, katere države v Evropi so nevtralne in da to je v bistvu ena izmed temeljnih postulatov evropske varnostne arhitekture. Tako da dolgoročno gledano bo, ko se enkrat ta vojna konča, jaz mislim, da je ravno morebitni vstop Finske in pa Švedske v NATO ena izmed največjih posledic te vojne. Res je tukaj vprašanje, kaj Rusija v bistvu pričakovala in kako tega niso predvideli, kajti sedaj v bistvu vidimo, da Zahod, torej izjemno mobilizacijo zahodnega javnega mnenja, izjemna mobilizacija zahodnih politikov, oboroževanje držav, ki so se po koncu druge svetovne vojne bile tradicionalno, če lahko rečem, si so izogibale ob dodatnem oboroževanju, primer Nemčija, ki se tudi ni smela. Tako da težko pa verjamem, da Rusi kaj takega niso predvidevali. Verjetno pa so preračunali, da se jim vseeno
ta vojna veliko bolj splača kot vse ostale posledice. Niso pa tudi računali na to mobilizacijo, izjemno mobilizacijo zahodnega javnega mnenja in pa politikov. Ne. Tukaj v bistvu Zahod oziroma zahodne države, predvsem evropske, so zelo tesno stopile skupaj. Oprosti, Aljaž, sam tole še dodam. A ni na nek način, ne vem, vojna ne da je logična, ampak logičen ta odziv Rusije, da bliže kot so države, ki so članice NATO, bolj nervozna je Rusija. Sej vem, klele so pol debate, a Putina res moti ta ekspanzionizem NATO, ali so klele vzade te njegove imperialistične težnje in tako dalje. Ne? Ampak a ni logično tudi, da je odziv Rusije na širjenje NATO takšen? Ker si predstavljam, če bi v Združenih državah, ki imajo seveda na severu zelo prijateljsko Kanado, na jugu Mehiko, ki je v precejšnji meri tudi odvisna od njih, ne, in druge države, da bi ZDA podobno nervozni bili. Pa ja, na nek način to je razumljivo, ne? Ampak po drugi strani Ukrajina je mednarodno priznana in suverena država, ki ima pravico voditi svojo zunanjo politiko tako, kot se oni odločijo. Ne? Zato, ker pač ima smolo, ne, v narekovajih, ker ima na vzhodu največjo državo na svetu in eno izmed največjih vojaških sil, ki se pa počuti zaradi tega ogrožena oziroma ki ne priznava to suverenost in pa samostojnost. Ne. Zdaj, kdo je tukaj? Vsi vemo, za vojno sta vedno potrebna oba, ne? Tako kot je tudi za konec vojne sta potrebna oba. Koliko daleč gremo v zgodovino, da v bistvu pojasnimo razloge za ta oboroženi spopad, je tudi v bistvu pri tem zelo pomembno. Ne? Ali je res, naprimer, tako kot je Aljaž že prej omenil, da je, ko je ob koncu hladne vojne oziroma ko je prišlo do združitve vzhodne in zahodne Nemčije, kar se je moralo zgoditi z privoljenjem Sovjetske zveze oziroma takrat že Rusije, ali je res po drugi strani Rusiji bil dana obljuba, da se NATO ne bo širil na vzhod. Ne? Rusi trdijo, da ja, najvišji zahodni politiki trdijo, da ne. Čeprav so bile neke objave nižjih politikov v tistem času, da je to bilo res. Ne? Tako da zgodovinsko gledano za nazaj vsekakor so stvari, na katere nobena izmed strani ne sme biti ponosna, ne? Vendar pa zaradi tega ne greš uničiti državo v 21. stoletju. Še nekaj drugega, Nataša, na to že nekako namignila. Ta hip se ne bom spomnil, kdo je to rekel, ampak v času hladne vojne je veljalo, da je bil NATO ustvarjen zato, da je obdržal Američane noter, Ruse zunaj in Nemce dol. Oziroma poteptane. Kot si rekla, Nataša, zdaj Nemci se nekako zdaj oborožujejo, NATO se širi dosti bolj jasno in načrtno, kot se je recimo v zadnjih 20 letih. Pa vendarle še pred letom dni, ali pa recimo pred 2 letoma, na vrhuncu predsednikovanja Donalda Trumpa se pa marsikdo spraševal, ali je NATO res še karkoli drugega razen papirnati tiger. Črna Gora je postala članica zveze NATO in nobeno ni bilo česa jasen, kdo ima več od tega, ali Črna Gora ali NATO. In skratka je bilo, zdi se, da je NATO po eni strani zdaj dobil nek nov smisel, da je našel svoje notranji mir. Po drugi strani pa, ali obstaja nevarnost, da to zgolj prekriva te strukturne deficite, ki jih NATO ima in na katere po koncu hladne vojne ni znal odgovoriti? V bistvu, že v preteklosti, ob koncu hladne vojne, je res takrat NATO bil najbolj na robu razpada. Zaradi tega, ker Varšavski pakt, ki je bil glavni sovražnik zveze NATO, ni obstajal. Ne? Ampak potem se je zgodil razpad Jugoslavije in oboroženi spopadi manjše intenzivnosti, sicer to je sedaj malo smešno, vojno v Bosni in Hercegovini vse ni bila manjša intenzivnost, ampak v primerjavi z neko vojno svetovno so bile in tam je v bistvu NATO našel nek svoj smisel obstoja. Torej našel je tržno nišo, če lahko tako rečemo. Potem po različnih kriznih regijah po svetu, kjer se je počutil, da mora, oziroma občutil, da mora poseči oziroma uveljavljati svetovni red in mir. Torej, zveza NATO je po koncu hladne vojne videla svoje poslanstvo v teh out-of-area missions, torej misije in operacije, ki potekajo izven ozemlja držav članic zavezništva,
z namenom reševanja nekih konfliktov, zdaj ali je to bilo primerno ali ne, pač tudi lahko stvar razprave. Tako da zdaj spet, 30 let kasneje, imamo spet podobno situacijo, ki dejansko na nek način je tudi služi zvezi NATO, v smislu, da NATO postaja močnejši, članstvo v NATO postaja zaželeno, razen morda v Sloveniji, kjer imamo tudi določene pobude, da nismo več članica zveze NATO. Imamo države, ki se oborožujejo, Nemčijo smo že omenili, Nemčija je, mislim, da en teden nazaj, 14 dni nazaj, sprejela načrt 100 milijard evrov v naslednjih letih za oborožitev. To je grozljiva številka oziroma grozljiva količina denarja. Tako da, v bistvu, po mojem mnenju, smo se vrnili kar nekaj desetletij nazaj, kjer se v bistvu začenja nova oboroževalna tekma. Ker prihajate seveda iz katedre za obramboslovje in ker je Aljaž tudi, oziroma ste vi tudi omenili, da vsa ta navdušenost v Sloveniji za NATO je na res nizkih nivojih. Zdaj, po pogodbi, mislim, da do 2025 morajo članice so se obvezale, da bi dajale 2% BDP-ja v proračun NATO. Zdaj, Slovenija od vstopa dalje, od 2004, niti enkrat, niti blizu temu ni bila. Da smo v lanskem letu z 1,21 ali nekaj 1,28 BDP-ja odstotka bili še najvišje doslej. Sicer pa bodi si pod 1% ali pa zelo rahlo nad tem. Edini državi, ki dajo manj, oziroma 3 so, mislim, da Luksemburg, Belgija pa Španija. Te dajo še manj. A delate kakšne, gotovo ste kakšne raziskave ali pa veste za rezultate teh raziskav, zakaj takšna nastrojenost, potem ko smo glasovali, da gremo v NATO, proti NATO v Sloveniji? Zdaj v zadnjih letih res nismo delali kakšnih javnomnenjskih raziskav, je pa v sklopu raziskav slovensko javno mnenje bilo tudi vprašanje, ali podpirate članstvo v NATO ali ne. Ampak od tega je minilo že toliko let, da na osnovi tega ni relevantno. Zdaj, moje osebno mnenje je, da je varnost, večina ljudi varnost jemlje kot samo po sebi umevno in v bistvu o tem sploh ne razmišlja. In tudi v naši družbi v preteklih letih, pred 24. februarjem, prevladuje občutek, vse se nam nič ne bo zgodil. Kaj šele kakšen vojaški napad, edino, kar nas ogroža, so naravne nesreče, pa še to lahko upamo, da se ne bojo zgodili in nas v bistvu potres večjih razsežnosti v prestolnici sploh ne skrbi. Tako da jaz mislim, da gre za občutek varnosti, ki je lahko tudi lažen, gre za prepričanje, predvsem teh mlajših generacij, da živimo v bistvu v varnem svetu in da so spopadi oziroma neki konflikti, da so stvar tretjega sveta. In v povezavi s tem se sploh ljudje ne sprašujejo oziroma menijo, da vojske ne potrebujejo. Vojske ne potrebujejo, dokler naprimer ne pride žled, kot je leta 2014, ali pa poplave v Ljubljani, ali pa kakšne druge naravne nesreče, ko v bistvu vsi pozivajo vojsko oziroma sprašujejo, kje je vojska in zakaj ne pomaga. Tako da jaz mislim, da gre v bistvu za nek tak občutek, ki je značilen za zahodne države, sodobne zahodne države, da smo varni. Občutek varnosti in potem ne potrebujemo nobene teh struktur, ki bi nas varovali, kaj šele, da bi potrebovali zvezo NATO. Ampak, pardoniram, če se zgolj za trenutek pri teh 2% ustavimo, ker s tem se zelo veliko pleta, tudi tako na hitro se jih meče naokoli, bodi si kot obtožba, bodi si kot hvalisanje. Zakaj tukaj pravzaprav gre? 2% BDP-ja, ampak, a to pomeni, da moramo z 2% BDP-ja kupiti puške, ali to pomeni, da gre sta ta 2% lahko v varnostni kompleks v širšem pomenu besede, oziroma kje se klej zdaj gibljamo? Ker čeprav razumem, gre za politično zavezo. To ni isto kot članarina v zvezi NATO, ker je drug strošek. To v bistvu vse te zaveze, o katerih je to govora v preteklih mesecih, ampak že prej, glede tudi bataljonske oziroma srednje bataljonske skupine ali pa lahke bataljonske skupine, to so politične zaveze, ki v bistvu, če se ne uresničijo, a se kaj zgodilo, tudi v preteklih letih oziroma desetletjih se je nič zgodilo, noben nas ni brc, noben ni znanta. Tako da gre za politične zaveze, na ravni zveze NATO je bil pač nek tak sprejet, ko reka, neformalni dogovor, da bo vsaka država članica toliko prispevala.
Seveda naših 2% BDP je bistveno manj, kot je naprimer 2% Nemčije ali pa katere druge države z višjo stopnjo BDP-ja. Res pa je, da potem se tudi pri nas od leta 2008 naprej se je zgodila gospodarska kriza, tako kot pač po celi Evropi, ko je dejansko obrambnemu proračunu bilo odvzeto največ v primerjavi z drugimi proračuni, torej deli državnega proračuna, in po tistem se v bistvu obrambni sistem nikoli ni pobral, ne? Nikoli več ni prišel nazaj na tisto raven, tako da mi v bistvu nekako capljamo od zadaj, poskušamo uloviti neke meje, ki so pač neke politične zaveze. Jaz mislim, 2% pri nas je popolnoma nerealno. Če pridemo do 1,5, bi bilo v bistvu že zelo super. Sam, če to odgovorim, ne gre samo za kupovanje pušk. Obrambni proračun ima veliko različnih postavk, oborožitev in oprema je samo en del. Tukaj so tudi plače zaposlenih, ne, seveda raziskave in razvoj, čeprav iskreno Slovenska vojska oziroma Ministrstvo za obrambo za raziskave in razvoj v zadnjih letih oziroma desetletju prispeva skoraj nič, mogoče, da je v zadnjih letih je šlo to navzgor, no, ampak takrat v času najhujše krize 2008, 2012, 2013, pa mislim, da ta odstotek je bil v bistvu zelo minoren, ne. Kar se seveda nakazuje tudi danes. Ne. Nehali so vlagati v sistem, nehali so vlagati v neke raziskave, nehali so vlagati v napredek, kar se je pač odražalo tako na ljudeh, kot tudi na opremi. Kaj vas pognali, da ste šli študirati obramboslovje, ker smo v Sloveniji tako... Ja, dobro vprašanje. Jaz se tudi to včasih sprašujem. Jaz sem v bistvu imela željo, da bi šla v vojsko. Torej, končala sem gimnazijo in potem na naši gimnaziji je bila predstavitev programov na fakulteti za družbene vede in ne vem, pač to se mi je zdelo zanimivo. Potem sem v prvem ali v drugem letniku sem se prijavila na razpis Ministrstva za obrambo za Ameriško mornariško akademijo, potem pa sem padla na testih, ker imam astmo in potem sem takrat dojela, da pač z astmo jaz nič ne morem. Pač ne visilka, ne? To sem pač tukaj, ne. No, okej, nazaj k resnim temam. Ja. Prosim, to tudi resne teme, ne? Zdaj, za NATO, koliko stane biti v NATO, ali pa vsaj te politične zaveze, ki jih sicer ne izpolnjujejo, samo redke so države, ki jih, ne, med drugim soseda Hrvaška jih kar bogato, ne, so nad 2%. Če bi, recimo, hipotetično, rečemo, ok, zdaj pa NATO ne, ki prevzema vse del zagotavljanja varnosti nad Slovenijo, tako kot so iz Italije tista letala, ki varujejo naše nebo in tako dalje. Če bi to, kar se je tudi pojavilo, zgraditi evropsko varnost, ne? A si mi znamo predstavljati, a bi to bilo dražje? Oziroma, koliko dražje bi to stalo Slovenijo, če rečemo NATO ne in se gre Evropa svojo vojsko? Ja, ampak da se gre Evropa svojo vojsko, mora najprej Evropa se to odločiti. Ja. Vse države članice, ne, kar pač jaz mislim, da je zelo nerealno. Kajti v Evropi ne, imamo še vedno nevtralne države, torej kljub dejstvu, da tiste dve očitno ne bosta več, ne. Ja. Torej, imamo države, ki se ne bodo odrekle svoje nevtralnosti, so pa članice Evropske unije. Torej, to je ena izmed glavnih ovir temu, da Evropska unija ni v vseh teh letih bila sposobna okrepiti svoje vloge kot obrambnega oziroma vojaškega akterja. Poleg tega pa so tudi določene države, ki niso nevtralne, so članice Evropske unije, ki pa naprimer Danska je ena izmed takšnih držav, ki je leta 1992 prvotno zavrnila Maastrichtski sporazum na referendumu in potem so dosegli tako imenovani opt-out za, mislim, da 5 različnih področji, eno izmed teh je pa tudi skupna zunanja in varnostna politika. Torej, Danska v vseh teh letih ni sodelovala v tej varnostnem političnem delu Evropske unije, kar pa se v zadnjem mesecu spremenilo, ne, tudi zaradi vojne, oziroma predvsem zaradi vojne v Ukrajini. Vmes so imeli cel kup referendumov, ker vsake toliko časa tam očitno malo drugače funkcionirajo in preverjajo voljo ljudstva bolj redno. Torej, vsake toliko časa so izvedli referendum, ta opt-out iz SZVP je bil potrjen, mislim pa, da en mesec nazaj so pa se odrekli temu opt-outu, tako da vidijo v bistvu Evropsko unijo tudi kot oziroma zagotavljanje svojih varnostnih interesov tudi v Evropski uniji. Da se vrnem nazaj na vprašanje, da sem šla malo stran. Torej, Evropska vojska je nerealen koncept, dokler imamo zvezo NATO, kajti nobena izmed držav, razen mogoče te največje, najbogatejše,
ni sposobna zagotavljati določena sredstva, odstotek sredstev tako za Evropsko unijo in istočasno za Zvezo NATO. Tudi Slovenija ima določene strukture v slovenski vojski, ki so po potrebi se uporabijo za NATO, po potrebi za misije Evropske unije. Mi nimamo, mi imamo izjemno pomanjkanje kadra že tako, kaj šele za to, da bi podvajali strukture. No? Tako da na tej ravni Evropska unija ni sposobna oblikovati neke evropske vojske v smislu enotnega poveljevanja. Tukaj imamo Francijo, tukaj imamo Nemčijo, dve državi izjemno močni, tudi vojaško izjemno močni, ki imata drugačne poglede oziroma nasprotne poglede, naprimer na ta koncept evropske vojske. Tako da edina alternativa Zvezi NATO je na nek način izstop iz Zveze NATO in oblikovanje dovolj močnih lastnih nacionalnih oboroženih sil, ki bodo sposobne obraniti slovensko nacionalno ozemlje, kar pa trenutno slovenska vojska ni. Torej, 6,000 pripadniki slovenska vojska to ni sposobna, to tudi ni njena primarna naloga v zadnjih letih. Torej, potrebovali bi spet splošno vojaško obveznost, redne vojaške vaje in tako naprej. Nove vojašnice oziroma vojašnice primerne za obveznike, usposabljanja. Torej, to bi nas v bistvu stalo še bistveno več kot nas to, da smo članica NATO. No ja, vojska stane, v končni fazi. Ja. Ampak, če smo že pri vprašanju evropska varnostna struktura versus NATO, ali je tukaj res za dihotomijo ali obstaja scenarij, kjer je to dvoje komplementarno? In pod vprašanje, ker ga vedno tukaj noter prepeljamo, francoski predsednik in njegove težnje po, kaj se reče, strateška avtonomija, ja. Ki so bile v času predsednika Trumpa, so se slišale bolj realno, zdaj pa spet je to nekako v ozadju ostaja. V bistvu, zdaj spet bom tukaj spadla nek grozen pesimist, ampak Ukrajina je pokopala te želje o strateški avtonomiji. Ukrajina je pokazala, da so vsi varnostni mehanizmi Evropske unije, ki jih Evropa razvija že od 1992 naprej, ko je bila prvič oblikovana skupna zunanja varnostna politika, torej ta nek evropski soft power, da je v bistvu popolnoma pogorel in je neučinkovit pri preprečevanju takšnih oboroženih konfliktov, kot se zdaj dogaja v Ukrajini. Torej, Evropska unija temelji na širjenju lastnih vrednot, svoboščin, torej izobraževanju, usposabljanju lokalnega prebivalstva, za mirno reševanje konfliktov in tako naprej. Kar pa, ko imamo na drugi strani nekoga, zdaj tukaj mislim ruskega predsednika, ki je odločen, da uporabi vojaško silo, ne glede na vse, je to popolnoma neuporabno. Torej, vse tiste ideje, ki jih je imel tudi francoski predsednik, še eno leto nazaj so, po mojem mnenju, so sedaj pokopane in tudi ta vojna bo popolnoma restrukturirala evropsko varnostno arhitekturo. Zdaj, če obstajajo neki scenariji, torej Evropska unija in Zveza NATO sta leta 2000, mislim, da je bilo 2004, sta podpisali Berlin plus sporazum, to je sporazum o sodelovanju med Evropsko unijo in NATO. Kar mene v bistvu, ko sem jaz to prvič ugotovila, me je izjemno presenetilo, da 50 leti predtem pa niso imeli nobenega, 50 leti ne, ampak več desetletij pa niso imeli sporazuma o sodelovanju, kar je v bistvu res smešno. Tako da ta Berlin sporazum določa, da Zveza NATO ohranja primat pri reševanju konfliktov, torej če se nekje zgodi, je Zveza NATO tista prva, ki bo rekla, bomo posredovali ali ne bomo, in če rečejo ne bojo, lahko pač posreduje Evropska unija. Ta sporazum določa uporabo poveljniške strukture Zveze NATO, torej uporabo vojaških delov Zveze NATO za misije Evropske unije, ravno v temu, da se izognejo temu podvajanju. Tako da to obstaja, NATO in Evropska unija pač izjemno dobro sodelujeta. Tako da neke te ambicije po ustanovitvi Evropske vojske so verjetno že v štartu pokopane tudi zaradi Zveze NATO. Obstoj Zveze NATO od leta 1948 naprej je tudi glavni vzrok, oziroma eden glavnih vzrokov, da Evropska unija nikoli ni razvila tega nekega bolj povezanega obrambnega sodelovanja. Je bilo veliko poskusov, Francija v 60-ih, 70-ih letih
ampak neuspešnih. 30 je članic, ne 28 od tega je iz Evrope, ne, če se ne motim, članica NATO. Zdaj, to me zanima. Te glavni, ne vem, stebri NATO, zemlja, voda, zrak, če se napade eno članico, se stopi skupaj in se brani in tako dalje. Še dve področji sta zraven in to je kibernetika in vesolje. Ne. Zdaj, sploh, ker se način vojskovanja spreminja in ker govorimo seveda tudi o Rusiji v kontekstu ukrajinske vojne in NATO, kibernetski del me zanima. A ste mogoče, a so se zaznali v zadnjih mesecih, ne vem, letih, povečanje okrepljeni kibernetski napadi na države članice NATO? Strani Rusije. Ne vemo. V bistvu, so vse, ne, se ravno ta kibernetski del je postal izjemno moderen, če lahko rečem, v zadnjem desetletju. Tako da pričakovanja so bila tudi v bistvu, da če bo prišlo do vojne 21. stoletja, da bo ta kibernetska komponenta bistveno močnejša oziroma odločilnejša. Kar se pa sedaj ni pokazalo. To, kar Rusija počne v Ukrajini, je v bistvu najbolj tradicionalna oblika konvencionalnega oboroženega spopada, kjer občasno posamezni hekerji napade, oziroma vsaj v začetku so napadali določene ukrajinske strani v smislu, da pač pokažejo, česa so sposobni. Tako da ta kibernetski del je tukaj res v bistvu zaostal, kar je bilo popolnoma nepričakovano. Je pa bilo v preteklih letih bilo zaznano povečano število kibernetskih napadov na evropske države, tudi potrjeno strani ruskih bodi si vladnih, lahko bi rekla, organizacij, torej hekerjev ali pa nekih pač posameznikov, na osnovi katerih se je domnevalo, da se bo to stopnjevalo. Zdaj v povezavi s kibernetskimi napadi pa bi jaz samo še to poudarila, da ne pozabimo, da je v bistvu informacijski vidik tele vojne v Ukrajini je tudi izjemno pomemben. Torej informacijska vojna, to, kar to poznamo že v času druge svetovne vojne, pa propaganda, pa metanje letakov iz letal in tako naprej. Zdaj, s razvojem interneta in pa družabnih omrežij se je to pač sam preselilo v kibernetski prostor oziroma v informacijski prostor. Tako da to pa je področje, kjer Ukrajina v bistvu že od prvega dne zmaguje. Vsi gledamo predsednika Zelenskega, ki se preko Viberja oziroma nekih drugih aplikacij v živo javlja iz Kijeva in sporoča, da je še živ. Torej, Zahod oziroma mi, tukaj, kjer mi živimo, mi dobivamo ukrajinske informacije, ukrajinske novice, dejansko ne vemo, kaj se res dogaja na terenu. Naprimer, BBC se meni zdi nekako še najbolj, da lahko težko bi rekla objektiven, ampak vsakodnevno spremljajo napredovanja ruske vojske oziroma spremembe na terenu in tam rišejo neke zemljevide, kjer na osnovi informacij obveščevalnih služb. Ampak to, kar mi dobimo, je res, če lahko rečemo, ukrajinska propaganda. Enostransko, ja. Enostransko, ne vemo, kaj se dogaja v Rusiji, lahko spet domnevamo. Ne vemo, če Rusi rečejo, da so pobili 20,000 ukrajinskih vojakov, Ukrajinci rečejo 2,000, da je kaj je zdaj res je verjetno nekje vmes, tukaj povsod. Tako da Ukrajinci, čeprav na terenu res izgubljajo, je to pač treba priznati zdaj po tolkem času, ampak informacijsko so pa še vedno zmagujejo. Ja, zdi se, da so, če so vsaj do Krima, pa tudi kasneje, so Rusi bili zelo mojstri te komunikacije in kako se že temu reče, pa maskirovke, pa vseh teh manevrov hibridnega vojskovanja. Marsikdo bi rekel, da kibernetska vojna teče že nekaj let. So pač zdaj Ukrajinci na nek način, vsaj na tem področju, tudi pošolali Ruse. Da ne govorimo o tem, da je veliko ljudi tudi v Evropi mislili, da bo po 3 dneh vsega skupaj konc. Ampak, če se vrnemo mi k osnovnemu vprašanju, vloge Zveze NATO. Z spremembo konflikta v Ukrajini v razvlečen do vrsto konflikta, kjer očitno ne bo hitro konc, se marsikdo sprašuje, ali na vzhodni meji Zveze NATO obstaja potencial, da še kje drugje zavre in eksplodira. Zdaj zadnje dni slišimo, da je Rusija zelo nezadovoljna in grozi Litvi. Zaradi pač izvajanja sankcij na progi med ruskim ozemljem in enklavo Kaliningrad in tako dalje. Skratka,
A je NATO tukaj garant varnosti ali je generator napetosti? Dobro vprašanje. Članstvo v zvezi NATO. Članstvo v zvezi NATO je z ruske perspektive vsekakor generator napetosti. Ne? Oziroma Rusi vidijo, torej predvsem baltske države, ki so članice zveze NATO, kot torej morebitno naslednjo tarčo. Ne? Tudi danes sem zasledila, čeprav vprašanje, če je spet res, da naj bi Rusi izvajali vaje vojaških manevrov nad Estonijo, torej zračnih manevrov nad Estonijo in potem se na osnovi domneva, da bo Estonija naslednja. Torej, z ruske perspektive je NATO sigurno tisti, ki izziva. Ne? Zdaj, z perspektive držav, ki so v zvezi NATO, pa je vsaj za zdaj se pokazalo, da dejstvo, da si v NATO ti zagotavlja, pa ne bi rekla višjo stopnjo varnosti, ampak deluje to odvračalno. Ne? Tako da vprašanje tudi, če bi Rusija napadla Ukrajino, ampak dobro, to je zdaj že tako futuristično vprašanje, če bi Rusija napadla Ukrajino, če bi bila Ukrajina tudi v zvezi NATO. No? Še tole imam jaz vprašanje. No? Od 28. do 30. junija je v Madridu vrh NATO. Vroča vprašanja, pereča vprašanja, kot je ukrajinska vojna, to, kar sta zdaj vidva omenila, vprašanje širjenja NATO in tako dalje. Kaj pa so vprašanja, o katerih ne bodo govorili, pa bi po vašem morali? V bistvu res je, da je vojna v Ukrajini popolnoma zasedla in medijski prostor in tudi dnevni red, oziroma bo zasedla dnevni red tega zasedanja. Tako da vprašanje, kaj bi bil dnevni red, če bi o tem bilo to naprimer pol leta nazaj. Ja. Tako da iz današnje perspektive je v bistvu težko reči, o čem bi se pogovarjali, se mi zdi prav nepredstavljivo, ker ta vojna v Ukrajini je zdaj kar naša realnost. Vsekakor prestrukturiranje zveze NATO, neki ukrepi, da se poveča učinkovitost, kibernetska obramba je področje, ki so v zadnjih letih namenjali večjo pozornost, tako da če ne bi bilo Ukrajine, bi se verjetno ukvarjali bolj z kibernetsko obrambo. Potem, če bi se naprimer v Ameriki bil še vedno predsednik Trump, bi tudi to imelo sigurno vpliv na razpravo na vrhu zavezništva, ampak sedaj se bo vrtelo izključno okrog vojne v Ukrajini. No. Mislim pa, da če lahko sam še dodam, tisto, kar se mi zdi, da je izjemno pomembno, je jedrsko orožje. Ne. Ja. Rusija je jedrska velesila, ima jedrsko orožje in tudi ga je pripravljena uporabiti. Ne? In to je v bistvu nekako, po mojem mnenju, največja nevarnost tega oboroženega spopada. Eskalacija, torej morebitna eskalacija, ne samo izven ozemlja Ukrajine, ampak eskalacija glede uporabe tipa orožja. Ja, se to je vprašanje, Aljaž, se tudi v teh pismih, ki so zaokrožila po Sloveniji in mnenjih, komentarjih, kaj narediti, da se to konča, ker seveda je situacija majčkam pa drugačna kot pred 70 leti, ker imamo tukaj še orožje, ki pa res lahko nas zbriše. Vse v bistvu to orožje smo imeli tudi v času hladne vojne in bilo ga je tudi 20-krat več, ampak vsem smo imeli na obeh straneh posameznike, ki so se zavedali, da ko se to orožje uporabi, to pomeni v bistvu konec sveta oziroma konec življenja na zemlji. Ne. Zdaj imamo pa na eni strani posameznika, ki sprejema izjemno iracionalne odločitve. Ne. In tudi vojna v Ukrajini se je začela je bila v bistvu izjemno iracionalna odločitev, tako da ne moremo vedeti, kaj je v bistvu tisto prihodnje. Ne. Ni nekih analiz, oziroma analize so, ampak ko se odločitve sprejemajo na osnovi nekih čustev ali pa iracionalnosti, potem te analize padejo v vodo. Ne. To je v bistvu največja nevarnost tega. Ne. Aljaž, zgolj v malenkostno tolažbo. John Kennedy ni vedel, ali Nikita Hruščov razmišlja racionalno ali ne. Kubanske raketne krize. Tako da, recimo, da je to bilka upanja, ki se jo lahko primemo dan današnji. To je v bistvu edino, kar nam ostane. Ne? V bistvu gre tudi za to, da je ruska vojaška doktrina je v bistvu zelo podobna doktrini zveze NATO v času hladne vojne. Ne?
ampak Zveza NATO je to doktrino opustila in vzimo, da je šla korak naprej. Ne. Rusi pa še vedno dovoljujejo uporabo taktičnega jedrskega orožja v tem nekem konvencionalnem oboroženem spopadu. Ker drugače praviloma velja v mednarodni skupnosti oziroma med jedrskimi državami, da se jedrsko orožje uporabi samo, če si ti napaden z jedrskim orožjem. Torej ne napadaš s pištol oziroma ne odgovoriš za jedrsko bombo, če te nekdo strela, naprimer, ne, za neko puško. Ne. Tako da v ruski vojaški doktrini pa je dovoljena uporaba tega taktičnega jedrskega orožja tudi v, naprimer, spopadu, kot je v Ukrajini, če ne dosegajo nekih pričakovanih uspehov. No. Čeprav moje osebno mnenje je, da se mi zdi, da zadnje 14 dni jim gre kar dobro na terenu. Ne. Ruski vojski oziroma to, kar se dogaja zadnjih 14 dni in kako v bistvu padajo mesta oziroma osvajajo določene dele Ukrajine, kar z lahkoto. No. Spremenili so cilje, ne? O tistem, Kijev ni šel čez, ja. Ja. Ampak a veste, mi smo z začetku se spraševali, kaj je cilj, ne? Zdaj, je bil res cilj? Cilj verjetno res ni bila osvojitev celotne Ukrajine, ne? Cilj je bil zasedba teh dveh, torej vzhodne Ukrajine in zdaj že govorijo o pripojitvi vzhodne Ukrajine ruskemu nacionalnemu ozemlju. Ne? Pa verjetno vsekakor cilj ni bil, da bo zadeva trajala več kot nekaj dni, ne? Ne vem, če je bilo... Ampak kaj za Ukrajina je ogromna. Ne? Ja. Mi govorimo o izjemno velikem ozemlju, tudi če pogledamo samo vzhodno Ukrajino, če pogledamo število kilometrov, ki jih naprimer neka taktična bataljonska skupina, ki je ruska vojska, s katero ruska vojska pač prodira po ukrajinskem ozemlju, tudi ni bilo mogoče pričakovati, da bojo končali v dnevu ali pa dveh, ne, ali pa treh. Ne. Se tudi ta vojaška operacija nad Zvezno Republiko Jugoslavije trajala 3 mesece, ne, od marca do junija, se mi zdi, ne, 1999. No. Ja, seveda, pa šlo za... Damo piko? Dosti bolj umeno, ja. Damo. Po mojem bi mi lahko tole zdaj resno zaplavili v strateške in taktične vode, ne? Ampak po mojem, da smo vsaj en splošen pregled stanja naredili. Kaj misliš, Nataša? Ja, po mojem tudi. Doktorica Jelena Juvan, FDV, Katedra za obramboslovje, najlepša hvala, ker ste bili gostja Evropske četrti. Malenkost in z veseljem.